Mariboru, ko srečaš znanca, veliko krat že servus, stari, kak si, stara, ne? In greš na pijačo, če imaš čas, se vsedeš, si vzameš čas, to je Maribor, to je duša Maribora. Morda je ta sproščena in družabna duša Maribora posledica tega, da je drugo največje mesto Slovenije med najbolj s soncem obsijanimi v državi. V povprečju naj bi imeli na leto tam skoraj 300 sončnih dni. Morda pa je pomembnejši dejavnik to, zaradi česar glavno mesto Štajerske imenujemo tudi vinska prestolnica. Lokalni turistični vodnik Andrej Purgaj se ob snidenju najprej pohvali, da nimajo le dobrega vina, ampak tudi izjemno dobro vodo, ki si jo lahko natočimo na številnih pitnikih v mestnem jedru. Zagotovi nam, da tu nihče ne ostane ne žejen, ne lačen. Sprehod po Mariboru začnemo na Trgu Svobode, pri spomeniku narodno-osvobodilnega boja, ki ga je leta 1975 izdelal akademski kipar Slavko Tihec. Nobene uporablja v vsakdanjem jeziku imena spomenik NOB, ker je predolgo. In vedno, ko se pogovarjamo med sabo Mariborčani, rečemo, dobimo se pri Kodžaku, ti misliš pri Kodžaku, ne? In tako dalje. Tako reče v Ljubljani na Prešercu, ampak tam je po Prešernu poimenovano. Tu pa je po takratnem filmskem junaku, ki je bil takrat v tisti detektivki leta 1975 in ga je igral Telly Savalas. Hey fish, love you baby, you're beautiful. Bronasta krogla sredi trga naj bi namreč spominjala na plešasto glavo detektiva newyorške policije Kodžaka, glavnega lika istoimenske ameriške televizijske serije iz 70. let prejšnjega stoletja. Trg Svobode je sicer kot izhodiščna točka za raziskovanje Štajerske prestolnice zelo primeren tudi zato, ker z njega, če se obrnemo proti severovzhodu, vidimo piramido. Na tem griču, pravi Purgaj, se je začela zgodba Maribora. V 12. stoletju z trdnjavo, ki se imenovala Marhpur, kar je pomenilo grad v Marki. Marka je bilo mejno področje v Frankovskem kraljestvu. V 19. stoletju je kasneje seveda nastalo slovensko naprej Maribor, kasneje pa Maribor. Mimo Mariborskega gradu, kjer ima danes svoje prostore pokrajinski muzej, se s Trga Svobode odpravimo na Grajski trg, kjer naj bi leta 1883 zasvetila prva žarnica na Slovenskem. Na Grajskem trgu najdemo tudi najstarejšo meščansko hišo v mestu Maribor, to je Vetrinjski dvor, in pa kavarno Astoria, ki je navdahnila istoimenski film z konca 80. let prejšnjega stoletja. Na vogalu stavbe znamenite kavarne je bilo včasih tudi glavno zbirališče srednješolske mladine. To je bil Ezelek, prva šola vseh nas, ki imeli smo še čas za špas, je prepeval Ivo Mojzer. Z Grajskega trga mimo velikega rdeče-belega napisa Astoria odidemo proti Gosposki ulici. Kot Ljubljana, Zagreb ali Dunaj ima tudi Maribor ulico, ki je to ime dobila, ker je na njej živelo plemstvo. A se Mariborska Gosposka ulica od drugih razlikuje, razloži Andrej Purgaj. Da ni ravna. Če bi šli na Dunaj, bi videli, da je ravna. Mariborska ni. Zakaj? Namreč zaradi vetra, ki je nekdaj prihajal neposredno iz reke Drave, po ulici gor Gosposko, so se odločili, da bojo malo naredili manjši zamik v ovinek, da veter ne bo še ravno. To je ena zadeva. Druga zgodba govori, da ko so nekdaj zidali te zgradbe, so bodoči lastniki svoj zgrad rekli grad zidarjem, ne zgradijo stavbo malo bolj ven, zato da bo vidna prej kot sosedova, ker je lepša, ker bo lepša, ne? Z Gosposke ulice zavijemo na Slomškov trg, mimo stolnice, v kateri je grob prvega slovenskega svetnika, škofa Antona Martina Slomška. Po Poštni ulici, znani po svoji bogati gostinski ponudbi, se spustimo do glavnega trga in od tam do obrežja reke Drave, na Lent. Prišli smo na Lent, najstarejši del mesta Maribor, ki se imenuje po tem, da je Lent bil nekdaj pristan
torej po nemško Landen, poimenovano Lendstadt, Lend. Zato, ker so tu pristajali splavi, ki so včasih pluli po reki Dravi. Danes to tradicijo obujajo mariborski flosarji, ki delujejo v okviru turističnega društva Maribor. Za vožnjo z enim od njihovih splavov se iz središča mesta odpeljemo v Koblarjev zaliv. Izvolite. Dobrodošli, dober dan. Čaka nas dobrodošlica, kruh in sol. Pred ukrcanjem na splav je treba poravnati Najprej je treba poravnati stopnino. s šilcem žganega. Bojda za varno plovbo, je pa vstopnina bolj prostovoljnega tipa. Preverjeno. Danes bomo z vami Aljaž, to je naš kormovniš, vodja splavarjenja, Miha, ki bo upravljal tudi z splavom, in pa moje ime je Stanko. Bomo pa kar izpluli, pa bomo potem več povedali med samo plovbo. Ne? Pa gremo. Splavarjenje je na tem območju največji razmah doživelo med prvo in drugo svetovno vojno, ko se je po Dravi spustilo tudi do 1000 splavov na leto, pove flosar Stanko Zorec. Vedeti moramo, da je na enem takem splavu se je natovorilo tudi do 150 kubikov lesa, ne? Če to zdaj pomnožimo krat 1000, je to 150 000 kubikov lesa. Ne? To gre za ogromne količine, ne? In je tudi prišlo seveda zaradi tega tudi do pravih izsekov na tem območju Koroškem, kjer vemo, da je na eni strani Pohorje, na drugi strani je Kozjak, ki sta pa oba zelo bogata z gozdovi. Splavarji so bili v glavnem mladi tile domačini, Korošci, ne? To so bili prvi, ki so pluli na splavi. To jim je bilo potem vsakoletno opravilo, vsakoletno delo. Ponavadi je kar od 500 do 700 splavarjev, teh mladih fantov, služilo kruh na teh splavih. So pa ti koroški splavarji navadno potovali le do Maribora. Ravno tole območje od zgore, od Koroška, od Beljaka, mogoče že naprej iz Avstrije, pa vse tukaj do Maribora je bila reka Drava zelo nevarna, ne? Bila je polna nekih čeri, potem tudi vremenske neprilike so bile, ovire, razne mostovi, tako da so morali biti fantje kar precej izkušeni. Dalje naprej pa je potem reka Drava postala dosti bolj mirna, ne? In potem so tudi ponavadi se tukaj ali pa takoj na hrvaški meji, ne? Pri gradu Borl, tam za gradom Borl, so se potem zamenjali z hrvaškimi splavarji, ne? Ki so pa potem pluli naprej do tistega končnega cilja. Splavi so največkrat potovali do Osijeka, kjer se Drava izliva v Donavo. Nekateri pa so šli vse do Beograda ali celo do Črnega morja. Na cilju so les prodali, tudi tistega, iz katerega je bil narejen splav. Flosarji so se nato peš z vpregami, kasneje tudi z vlakom vrnili domov. Moče še ena taka zanimivost, ne, da so tile gospodarji, ki so najemali, ali pa vodja splava, ki je najemal te splavarje, ne, je kar dosti krat gledal, da so ti mladi fantje, najbolj so bili zaželeni fantje, ki niso znali plavati. Delo je bilo težavno in marsikdo je že po par kilometrih, ne, je skočil v vodo, v Dravo, pa se je raje vrnil domov. K tradicionalni flosarski opravi je sodil tudi klobuk. Da so vedeli, ko je kdo padel s splava, saj je klobuk ostal na površju, napol v šali, pove gospod Stanko. Ko za seboj pustimo Koblarjev zaliv in Mariborski otok z letnim kopališčem, na desnem bregu Drave zagledamo cerkev z zvonikom, ki spominja na znameniti stolp v Pizi. No, tukaj vidite Jožefovo cerkev, to je tudi ena taka znamenita cerkev. Ko se bomo malo približali, boste videli, da ta stolp visi. Visi zaradi tega, ker tile mojstri, ko so tole delali, ne, ko so že skoraj prišli do tega zadnjega dela, ne, to, kar je nad streho gor, jih lastnik, to so najverjetneje bila duhovščina sigurno, takrat niso več plačevali. Ne. In niso dobili plačila, pa vse pa so rekli, bomo pa zagodljeno, ne, in so potem začeli malo poševno zidati in od takrat naprej. Ni to, da bi veter pihal, ne, pa bi zaradi tega, ampak je prav namensko bilo tole narejeno. Na sezono, ki ob ugodnem vremenu traja od maja do novembra, mariborski flosarji opravijo približno 100 voženj, torej eno na dan ali dva.
Gostje so, če želijo, poleg informacij o splavarjenju, deležni tudi glasbenega programa tria Splavarček in flosarske malice. Domač kruh, potem je ponavadi namazan z zaseko, ne? In pa gorje pa potem meso mi pravimo iz stunke ali pa iz skible, ne? Prikajeno, ker tudi tako so nekoč imeli, ker je dalj časa trajalo. Glasbenikov na krovu tokrat ni bilo. Je bilo pa prav posebno doživetje, ko so na odprtem ognjišču splava spekli meso in zelenjavo. Po hrani pa kava in splavarski krst. Vedno izvedemo splavarski krst. Ne? Splavarski krst, kjer enega izmed gostov krstimo, ne? In ta postane pol naš član. Danes bomo tukaj pri Jožefovi cerkvi. Pri Jožefovi cerkvi, tam Jožefa, tu je nekje ena druga cerkev tu zadnji, ja. Magdalenska cerkev, krstili in te zatem tudi sprejeli med nas flosarje. Splavarstvo se je nadaljevalo tudi, ko je na slovenskem delu Drave že stala prva hidroelektrarna Fala. Tam so uredili drčo za splave. Po drugi svetovni vojni, ko so začeli graditi Mariborski otok, pa je dejavnost počasi zamrla. Uveljavile so se druge, cenejše metode za prevoz lesa, pot od Maribora proti Hrvaški sta zaprli hidroelektrarni Zlatoličje in Formin. Danes vožnje potekajo med Koblarjevim zalivom in Lentom. Da bi tradicija izumrla, pa ni bojazni, saj sodelujejo z lesarsko šolo Maribor, pove splavar Kormoniš Aljaž Fijačko, ki se je ekipi mariborskih flosarjev pred dobrimi 20 leti pridružil kot dijak te šole v okviru prakse. Zdaj pa, kar je zanimivo, zdaj sem tam delam kot učitelj in zdaj jaz te mlade nove lesarje, mizarje, novačim vsem k nam na splav. Podmladek je? Ja, je. Splava stopimo na Lentu, odkoder je dobrih 15 minut hoje do restauracije 7, ki je še en lep primer združevanja, izobraževanja, življenjskih izkušenj in tradicije. Je namreč prva šolska restauracija v Sloveniji, pojasni vodja strežbe v restauraciji 7 in inštruktor strežbe na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor Leon Marinič. Kar pomeni, da v bistvu študenti v sklopu izobraževanja v smeri gostinstvo in turizem opravljajo prakso v živo, v pravem realnem času z gosti, z denarjem. Sami se odločajo, ali bo ta praksa potekala v kuhinji ali bo ta praksa v strežbi. Zakaj 7? V bistvu se je vse skupaj začelo pri hišni številki, ker smo locirani na Cafovi ulici 7. Bolj kot smo razmišljali o naši sedmici, smo videli, da 7 ni samo pravlično število, da gre tudi za en čudovit glagol, ki seveda pomeni, da sedem in se prepustim in uživam. Glavno jed smo pa pripravili pečen hrbet divjega prašiča, postrežen je z hišnimi ajdovimi štrukli s skuto, spekli smo paradižnike, posušili smo paradižnike in naredili smo čatni iz paradižnikov, ki je čisto rahlo pikanten, bazilika je pa z našega vrta. Vse sestavine so skrbno izbrane. Navdih je restauracija 7 oziroma hrane v restauraciji je slovenska kuhinja, ampak z modernimi pridihi. Sestavine, ki jih izbiramo, so izključno slovenske, dobavljamo stvari, v bistvu sestavine po najkrajših možnih poteh. Če se le da, ne uporabljamo zmrznjenih stvari, sestavin. Sodelujemo z lokalnimi dobavitelji, z lokalnimi mesarji in pa z lokalno kmetijsko zadrugo, ki nam dobavlja sveže sadje, zelenjavo. Načeloma ne uporabljamo tropskih zelenjav, sadežev in angus goveda iz Avstralije. Lokalna oziroma avtohtona je tudi sladica, ki pa si jo moramo pripraviti sami. Recept je enostaven: 3 jajca, 3 žlice sladkorja in 3 žlice moke. Če na seznam dodamo še brusnično marmelado, stepeno smetano in mentolov liker, je verjetno jasno, da gre za pohorsko omleto. Avtorstvo recepture pripisujejo mariborskemu gostincu Viljemu Račiču, ki naj bi po zgledu francoske šole to sladico ustvaril v 50 letih prejšnjega stoletja, razloži vodnik Andrej Purgaj, ki je tudi učitelj praktičnega pouka na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Mariboru. Smisel omlete je v tem pohorske, da se postreže sveža, torej topla. Ne postana, ne segreta in tako dalje. Ko se speče, se jo preloži
Imeli smo tudi tisto začetno verzijo, ki naj bi jo naredil gospod Račič, ki naj bi bila podvihana in potem se namaže brusnični džem. Brusnični džem, na vsako stran se da stepena smetana, ne na omleto, ampak in en del naj bi se prekril z zelenim mentolovim likerjem, kar predstavlja zelene pohorske gozdove. In druga stran pa so takrat na začetku dali vaniljev liker, ki je bil rdeče barve, kar naj bi predstavljalo pohorsko zarjo, ampak to se danes več ne, ker je pač vaniljev liker zelo drugačen, tako da uporabljajo, če uporabijo včasih kakšni malinin sok ali kaj podobnega. Bi lahko izlet sklenili bolje kot z zelenimi pohorskimi gozdovi in rdečo pohorsko zarjo. In to na sladici. Za češnjico na vrhu torte oziroma mentolov preliv na vrhu pohorske omlete, zato le še serbus iz Maribora.